Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala inštitutu za organizacijo tega dogodka. Očitno bosta današnji in jutrišnji dan v organizaciji inštituta Jožeta Pučnika dejansko osrednja dogodka ob 20. obletnici časa, ki je bil za usodo Slovencev usoden. In 20 let je tudi neka časovna doba, v kateri se marsikaj zgodi. Jaz sem včeraj, ko sem razmišljal o tej temi danes, šel malo čez zaprašene arhive naše stranke, da bi videl, kako smo čas pred 20 leti videli takrat, ko se je dogajalo. Tukaj imam sabo tudi dve številki takratne demokracije. To je pač edini časopis, ki je bil pred 20 leti blizu Demosu. Vsi ostali so podpirali neko drugo opcijo. To sta številki iz 3. in 10. aprila, se pravi, prva je išla tik pred prvim krogom volitev in druga takoj po volitev. To, kar je zelo zanimivo, ali pa zelo zanimivega razberemo iz teh zdaj že zaprašenih listov. Demokracija je bila tiskana na najslabšem papirju, ki so ga rotacijski stroji še prenesli, ker još ni bilo denarja. In to tisk že bledi. Tisto, kar najprej zbode v oči, ko preberemo članke in ocene iz tistih časov, je neko spoznanje, kako bistveno drugače vidimo ta čas danes, kot pa smo ga videli takrat, ko se je dogajalo. Koliko važnih stvari smo pozabili. Tudi tisti, ki smo neposredno sodelovali v teh dogodkih. Sem zelo vesel, da vidim danes v dvorani mnogi obraze, ki so tudi te številke demokracije, ker so tudi kandidatne liste vseh stran Demosa, kjer smo se kar precej spremenili, vidim, to in drugače, ampak zelo lepo je, da je pač po 20 letih neka priložnost, da se razpravlja o teh časih v krogu ljudi, ki so te čase tudi so ustvarjali. Da nam zdaj zahajajo v te spomine preširoko, samo nekaj detajlov, ki so bili takrat drugačni, kot se jih spominjamo danes. Danes se spominjamo volitev izpred 20 let, predvsem potem in tudi v 20-letnici se je v parlamentu na seji, o kateri je govoril kolega Rupel, oziroma Peterle, tudi sicer v časopisju, pisalo tako, da je na teh volitev zmagal Demos, za predsednika predsedstva bi izvoljen Milan Kučan, in ostala je neka dobra kombinacija oziroma kohabitacija, ki je omogočila nadaljno demokratizacijo in osamosvojitev. Kaj pa tisto, kar je Demos dejansko pred volitvami pisal v svoj program in kaj so stranke Demosa pisale kot svoje cilje. Res je, da sta bila demokratizacija in osamosvojitev ključna cilja, ki nastopata v teh programih objavljenih tik pred volitvami. Vendar pa je bila takrat objavljena tudi pot, preko katere se je Demos predstavljal, da bo ta dva cilja uresničila. In ta pot, to pot se je Demos predstavljal preko dvotretinske večine v novi skupščini, ki bo omogočila sprejetje nove ustave, ki je bila že napisana, šlo je za tako imenovano pisateljsko ustavo, in preko sprejetja te nove ustave ne bi se razglasila samostojna Slovenija, hkrati pa tudi vzpostavile vse tiste institucije, ki normalna demokratična država potrebuje. Seveda Demos ni dobil dvotretinske večine, ki bi to omogočile, in se tisto, kar se je dogajalo po volitvah, je bil rezervni scenarij. Scenarij, ki je nastajal sproti, in ker se je, hvala Bogu, našla potem tudi čudežna rešitev v obliki plebiscita.
rezultat katerega je pač zamenjal dvotretjinsko večino in sprejeti novo ustavo. Vendar je ta rezultat omogočil predvsem osamosvojitev, nadaljnjih korakov demokratizacije pa seveda ne, ker plebiscit o tem ni odločen. Zato so seveda tiste prve svobodne volitve pred 20 leti velika zmaga slovenske pomladi, velik prelom s tem, kar je bilo prej, kot je bilo že prej opisano, vendar pa ne tak, kakršen je bil načrtovan in ne tak, kakršen je bil potreben. Če primerjamo tisti čas in tiste programe in tiste želje in tiste hotenja s tem, kar danes imamo, potem je ta razlika očitna. Zakaj se to ni zgodilo? Ko se nazaj gleda in ocenjuje tiste prve svobodne volitve tudi iz vidika izkušenj, ki jih imamo iz naslednjih volitev, potem je popolnoma jasno, da so bile sanje dvotretjinske večini samo sanje in to zelo velike. Kajti v volilnem sistemu, kakšen je bil sprejet in to brez kakšnega sodelovanja Demosa, to enostavno ni bilo mogoče. Kajti volitve, prve svobodne volitve so namreč potekale svobodno samo v 2/3. Svobodno smo takrat volili 2/3 skupščine, se pravi družbeno-politični zbor in zbor občin. Dočim je bil zbor združenega dela voljen po starem, v podjetjih, ker nove stranke niso smeli imeti svojih organizacij, ker je obstajal še star sindikat, nobenega drugega ni bilo, in ker so pač bivše družbeno-politične organizacije imeli vse vzvode v svojih rokah, vključno z direktorji teh podjetij, ki so glavnem povedali, koga je treba voliti. In ko prebiram to prvo polvolilno številko demokracije, ki je bila izdana nekaj dni pred 8. aprilom. 8. aprila so bile pa volitve v zbor združenega dela po enokrožnem večinskem sistemu. Najdem noter članek dr. Lovra Šturma, ki je bil takrat šef volilnega štaba Demosa, ki opozarja na to, da pravzaprav ljudje sploh ne vedo, koga bodo volili čez 2 dni, ker ni volilnih oglasov obešenih tako, kot je bilo potrebno tam, ker pa so pa sploh ne piše, kdo je predlagal kakšnega kandidata, samo imena in priimki so bili in letnice rojstva. Tako na volilnih razglasih, kjer so sploh bili, kot na glasovnicah in gre so se množično motili. In Demos so imel seveda tudi velike probleme, da je sploh kje koga predlagal. In v tem zboru združenega dela je seveda so stranke socialističnega samoupravljanja, kot smo jim takrat rekli, zelo lahko dobile ogromno, mislim, da celo 2/3 večino. In ta zbor združenega dela je potem blokiral številne odločitve, ki bi bilo treba sprejeti v času prve svobodno izvoljene skupščine oziroma parlamenta v zvezi z nadaljnjo demokratizacijo ali pa bolje rečeno normalizacijo slovenske družbe. In tudi ko smo po dolgih procedurah, ker je bil star poslovnik, včasih je uspel prebiti blokado, se je to velikokrat zgodilo po veliki sreči. Na skupnih sejah vseh 3 zborov skupščine, kjer je imel Demos večino parih glasov. Bilo je 240 delegatov, Demos je imel tam pičlo večino glasov. Pa še to ne pri vseh odločitvah, ker takratni zeleni, ki so bili stranka Demosa, niso sodelovali pri številnih projektih, ki so bili pomembni za nadaljno demokratizacijo. Zakon o obrambi, ki je bil ključen za zavarovanje slovenske osamosvojitve, je bil tako sprejet, mislim, da z enim glasom večine. Zakon o vojaški dolžnosti, brez katerega ne bilo slovenske vojske, je bil sprejet isto z enim oziroma z 2 glasom večine. Celotna opozicija, ki pravi, da je sodelovala pri osamosvojitvi, je na vse načine takrat zavirala sprejetje teh odločitev. Obrambni proračun je bil sprejet po veliki sreči enkrat pozno po noči, ko je slučajno bila prisotnost takšna, da smo dobili glas večine. Če bi katerikoli od teh 3 aktov ne bil sprejet, je še veliko vprašanje, kaj je bilo slovensko osamosvojitve čez nekaj mesecev.